Zdaj pa prihaja mogoče malo zate nenavadno znanje, ampak, ko ga bom razložila, ti bo spet logično. Saj dušna transcendenca, cel tečaj, ima tak naziv, zaradi tega, ker pač tako je. A ne? Poseben tečaj, raziskovalni tečaj, lahko temu rečejo. Okay. Zdaj pa, torej duša, njena frekvenca, za njeno misijo, za njeno manifestacijo, za vse, kar je, rabi imeti veliko frekvenčne stabilnosti. A veš? Velik problem rata s tvojo frekvenco, ko nekaj premetavati začne. Poink, 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 poink. A razumeš, ko si kot ping-pong žogca. In če se tebe ping-pongira, ven iz svojega poslanstva, ven iz svojih sposobnosti, ven iz svojega potenciala, wow, se začne ta frekvenca na zemlji, hočeš nočeš ukrivljati. A ne? Zdaj pa, da se pa to frekvenco nekako načrtno ful stabilizirati preko fizičnega telesa. To pomeni stabilizirati njeno frekvenco, da ti ne bo v telesu skakala sem tja, pa po možnosti še malo ven pa not, pa ne vem kam že vse. A ne? In pazi to, a si lahko misliš, da obstaja tehnika s fizičnim telesom, ki naredi stoično, varno lupino oklep, reč temu, kakor čas, za dušo. Kot da bi jo prijela tako. A veš, kaj mislim? Zato, da njo tam ne premetava. To je ful dobra stvar. A ne? Da se, razumeš, naredi, ampak se, če tako pogledaš, naše telo je samo poseb lupina za dušo. Naša duša ni kar zdaj tukaj v zunji, a veš, ni kar tako, da ona malo tam hodi in jaz jo zdaj tam gledati. Ne, ona je v mojem telesu, kakorkoli not pogledaš, je frekvenca zasidrana v telesu noter. Tisti dan, ko moja duša ne bo zasidrana v telesu, bye bye, ne, in sayonara. Dejstvo. Zdaj pa pazi to. To je bilo meni tako všeč, zakaj nismo prej pomislili na to, ampak ok, katera energija oziroma energija plus sestava v telesu za nas prinaša največjo stabilnost. Recimo pri drevesu je to kaj? Je to deblo pa korenine, ne? Ko tudi krošnja lahko veter, neurje, ne vem kaj, razpiha pa ne vem kaj, pa bo to prerastel spet. Če bo pa enkrat zruval drevo ven s koreninami, ne, ni luštno zavidati, ampak je pa to konec, ne. Razen, če se da kaj rešiti nazaj, pač posaditi pa tako naprej, ne. Kaj pa v našem telesu za nas to, kar je za drevo, recimo korenine, pa deblo? Kaj je v našem telesu to? Kosti. Ej, dragi moji, kosti. Kosti so za nas energija, ki je, ki drži vse skupaj. Primer. Kaj se ti hodiš, funkcioniraš, greš nekam, ne vem, na oder, predavaš karkoli. Če jaz te polomim obe tvoji nogi, a še vedno lahko to delaš? Ne bom ti polomila obe tvoji nogi, obljubim. Ampak, a veš, kaj mislim? Kaj se zgodi, če ti nekdo polomi obe nogi? Ne moreš več tega delati, ne? Ni več tvojega premikanja. Ni več tvoje manifestacije. Kaj se zgodi, če ti nekdo polomi vretenca v hrbtenici? A veš, kaj mislim? Kosti. Zdaj pa pazi to. Moderne duhovne tehnike ponavadi ful delajo recimo meditacije za solarno čakro, za srčno čakro in tako dalje. Je res. Ful je veliko meditiranja s tem, srce, pa pljuča, nič narobe, se popolnoma strinjam, ampak
ful je mogoče nekih meditacij za ta mehka tkiva, se strinjamo, pa predihavanje v trebuh, pa tako naprej. A veš, kaj mislim s temi vitalnimi organi, pa tako naprej? Amben ti pa nikoli ni rekel, mediteri nekaj na temo svojih kosti. Kolikrat si že slišala, ful je pomemben, da z meditacijami ojačaš svoje kosti. Said no one ever. A veš, amben nikoli ni rekel, a ne? Ok? Ampak, wow, če ti znaš delati meditacijo oziroma to tehniko okrepitve svojih kosti, potem frekvenco duše in naredi, kot bi ti rekla, kaj en vita si pol, kot da bi ti en oklep dal okol, stabilizira njeno energijo, da je ne premetava. Kosti imamo pa kar veliko na telesu. A veš, kaj mislim? In jaz sem ti posnela meditacijo, angelska prha se imenuje, kjer v bistvu greš ti noter v meditacijo in čez tebe zraste drevo. Mal je nenavadna, tako je zelo Lady Gaga meditacija, totalno, ampak veš, jaz to tudi priporočam ljudem, ki so čist neprizemljeni, ki se jih da ful na hiter zmest, ki se jim da ful hiter menjati energijo pa mnenja, a pa ljudje, ki kar ful hiter padejo pod vplivom nekega razmišljanja, pa ne znajo niti oceniti stvari. Ful, veš, ko ljudje rečejo, jaz sem neprizemljena, sploh ne vem, kaj se mi dogaja, ful priporočam tole, ker zelo okrepi frekvenco duše, ampak vzame se pa kosti v telesu za vzvod, vzpostavitev tega oklepa. Veš, koliko je tole močna meditacija. Veš, koliko ti to ful, tudi če se slabo počutiš, nekaj si na robu, da zboliš, tole ful pomaga. In finta je tem, da tako zajezi bluzanje, fragmentiranje pač neke frekvence, da se jo zajezi, da jo stabilizira na mestu, da reče stoj, tukaj stoj, umir se. A veš, kolikor, recimo, ko imaš nekega ful paničnega otroka, doživi nek tantrum tam pri 3 letih, kriči pa ne vem kaj, potem ga starši še ponovadi postavijo in ga tako držijo, ej, stop, umir se, da pride malo k sebi. Ne moraš kar pustiti, da čez balkon skoči. No, naša duša, da lahko doskrat razumeš pod vplivom nekih energij, lahko tudi taka, točno zgleda kot tak otrok in ti jo moraš stoj. In to narediš preko vzvoda kosti. Okay? In to je meditacija, angelska prha, ker v bistvu čez tebe zraste drevo. Prav čez kosti ti zraste drevo. A ne? Prav korenine čez stopala ti zraste drevo, ampak čez kosti. Prav po kosteh ti to zraste. Potem pa, ko se tudi ta krošnja naredi, potem pa čez pride ta zlata svetloba, ki je pa zelo pomembna za frekvenco duše, ne? Zato da obnovi njen si. Ampak to je meditacija tudi, če hočeš kaj zapaničart, te ful nacentrira. To recimo ljudem, ki so panični, priporočam tako meditacijo. To je res meditacija, ki, razumeš, ljudje, ki se nekaj zgodi, dobijo neko informacijo, ki padejo v paniko, jaz temu rečem, oni so all over the place, so vse posod, a veš, znajo biti ful taki, tako ne veš, kje bi jih prijel, se jih lahko razumem, ampak ne veš, kje bi jih prijel, to je tako žogica, veš, ki se od kota do kota odbija, oni toliko stvari doživijo, a veš, kaj se takemu človeku dogaja, sploh ne zna racionalno razmišljati, on kar začne, a veš, najprej ima čustvene izpade, pa se po možnosti še skrega, pa ponavadi še kakšne res lahko, a veš, hitrem efektu, lahko ful hiter naredijo prehitre odločitve. In potem, ko pogledajo nazaj, in enostavno ne morejo teh odločitev nadzirati. In te odločitve jim lahko manifestacijo kar dosti porušijo. In recimo, ta meditacija, a ne, ki seveda kosti in hrbtenica, to so tudi kosti, a ne, definitivno zajema, recimo bi jaz svetovala ljudem, ki znajo te panike padati, zato, ker jih ful nacentrira. Po taki meditaciji, pa še tako lepo glasbo sem zbrala, pa to ne moreš biti več paničen. Res ne, tako ful te nacentrira in zjasnite, prav zjasnite,
in frekvenca se naštela, neha biti skokica in potem ti lahko nadaljuješ. In tudi prave odločitve sprejmeš, prave poteze pa tako naprej. Ful jo priporočam. A ne? Tako da takrat, ko to rabiš, prav trdnost. Eni ljudje so po naravi pač taki. Torej nimajo te osnovne skakajoče energije, da se ful nekaj prestrašil, on prej pa začel kar nekaj delati, pa sploh ne, ljudje v efektu toliko stvari naredijo, da je to čisto noro, ne. Recimo Mihaelu se to nikoli ne bi zgodilo, no, ne rab angelske prhe. So pa ljudje predvsem empati, ki se jim to lahko dogaja in lahko za dušno frekvenco, ki je v inkarnaciji, v enem trenutku je lahko taka frekvenca zelo nezaščitena. Tukaj potem tudi prihaja do tega, kar ste že slišali, do fragmentacije duše in tako dalje. A ne, to pomeni, da deli tvoje energije dobesedno odhajajo in da so pol ljudje čisto izgubljeni. Ta meditacija to preprečuje. Tako prosim naredijo. Ni težka tehnika, ampak se je čisto logična. Ampak daj ti je kdo na tem svetu, razen tečaj dušna transcendenca, svetoval to. A ne? Meditiri s svojimi kostmi. Ampak zdaj, ko sem ti razložila, ti je pa logično, ne? Ful ti je logično. Tudi če pogledaš glava, kost, ne? Če se razbije, ni dober. Lahko veliko težav to prinese. Mislim, zakaj nismo na to prej pomislili, ampak okej, bolje pozno kot nikoli je, a veš. Tako da, a pa če te recimo kak vodnik opozori, nestabilno energijo imaš, če imaš nestabilno energijo, recimo, ki jo lahko zamaje karkoli, lahko bi bila bolezen, lahko je mnenje drugega človeka, da nekdo vpliva nate, da ti je nekdo nekaj poslal, da ti je nekdo nekaj privoščil, da se nekdo zdrl nate. Karkoli že povzroči nestabilno energijo in če se še telo kaj ni preveč dobro počutilo, pa tako naprej, ta meditacija to rihta, ne? Ker ko ti imaš nestabilno energijo, odreče bomo to prespali, pa bomo počakali, da mine, pa da pride jutri. Frekvenca, ki se ji ni povedal, kam naj gre, če se je samo od sebe naravnana, ti čestitam, ker to si imel živo srečo, pa mogoče prej dobro podlago. Kaj pa, če ne? Kaj pa, če ti kar neko dobesedno podrto frekvenco pustiš? Vsak ima dostop do tebe. Negativa kolektiva ima dostop do tebe. Prvi Janko Branko na cesti, ki bo hotel ti nekaj narediti, pa se spraviti na tebe, ima dostop do tebe. Zaradi tega, ker frekvenca potem nima, tvoja frekvenca nima naravne zaščite. In če nimaš naravne zaščite, pomeni, da nekaj, kar je kontra tebi, lahko preleti vate, zato ker je frekvenca padla. In takrat absolutno moraš narediti angelsko prho. Ampak res, to meditacijo moraš sprobati, da veš, o čem govorim. Okay? To je toliko močno. Res. To je ful velika pomoč, ki je prišla iz angelske sfere. In ful sem vesela, da zdaj ti to imaš.